Spoštovani, lepo pozdravljeni v Evangeličanski cerkvi Dobrega pastirja v Novem mestu. Naslednjo nedeljo, ko je binkoštna nedelja, 19. maja, smo vabljeni na veliki koncert mešanega cerkvenega pevskega zbora Sola Gratia in glasbeno-vokalne skupine Soli Deo Gloria. To so bratje in sestre, glasbeniki, pevci iz naše cerkve, ki bodo pripravili koncert sodobne krščanske glasbe. Rezervirajmo si čas in pridimo poslušati melodije in besedila krščanskih pesmi. Povabimo tudi svoje znance, sosede, prijatelje, saj je glasba eden najlepših načinov za kulturno promocijo cerkve, vere in krščanstva nasploh. Najava koncerta je objavljena tudi na spletni strani občine in naše cerkve in jo lahko delimo preko družbenih omrežij in to je najcenejši, najhitrejši način za promocijo koncerta. Imamo pa še eno lepo novico. Po nedeljskem bogoslužju 2. junija, to je čez 3 tedne, bomo imeli cerkveni piknik. V gozdičku zadaj za cerkvijo. Prijave zbira duhovnik Danilo Jovanovič. Čeprav piknika ne bomo oglaševali tako na široko kot koncerta, smo vsi vabljeni, tudi naši prijatelji in sosedje in znanci. Pomoč naša prihaja od Gospoda, ki ustvaril nebo in zemljo. Današnje biblično vodilo je iz Psalma 27 in pravi: Poslušaj, Gospod, moj glas, s katerim kličem, izkaži mi milost in me usliši. Gre za lepo, kratko, enostavno molitev. Poslušaj, o Bog, moj glas, s katerim kličem, izkaži mi milost in me usliši. Vsi ljudje potrebujemo Boga. Če ne drugače, takrat, ko potrebujemo odpuščanje grehov in odpuščanje krivd in spon preteklosti. Tudi ostale vrstice Psalma 27 govorijo o tej lepi molitvi in pravijo: Gospod je moja luč in moja rešitev, koga bi se bal? Gospod je obramba mojega življenja, pred kom bi trepetal? Uči me, Gospod Bog, svojo pot in vodi me po ravni stezi. Verujem, da bom užival Gospodove dobrote v deželi živih. Upaj Gospoda, bodi pogumen, naj se ti okrepi srce, upaj v Gospoda. Pristopimo k bogoslužju z besedami kesanja. Gospod, naša življenja niso takšna, kakršna si želimo. Želimo biti verni kristjani in živeti po tvoji volji. Vedno znova pa nas obdajajo skrbi, nemir in malodušje. Gospod, daj nam spoznati, da smo kljub temu tvoji otroci in da so vsi dvomi odveč. Vsemogočni Bog, vodi nas še naprej po tvojih besedah in se nas usmili. Amen. Sveto pismo pravi: blagoslovljen človek, ki zaupa v Gospoda in je Gospod Bog njegovo upanje. Tak človek je kakor drevo zasajeno ob vodi, ki steguje svoje korenine k potoku, ne boji se, ko pride vročina, njegovo listje ostane zeleno. V sušnem letu ne trpi pomanjkanja in ne neha roditi sadu. Zaradi vseh teh božjih obljub naj bo slava Bogu na višavah in na zemlji mir ljudem, ki so mu po volji. Amen. V nadaljevanju bomo zapeli uvodno hvalnico, ki pravi: Moje življenje si.
življenje si. Jezus, po tebi hrepenim, ti si zaklad, ki ga želim, moje življenje si. Jezus, Božji sin, vreden si časti. Jezus, Božji sin, vreden si časti. Moje si grehe nase vzel, stopil si v smrt, da bom živel, moje življenje si. Kadar se zgodim, me krepiš, suši mi dušo podržiš, moje življenje si. Jezus, Božji sin, vreden si časti. 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 Vreden si časti. Izvolite sesti. Ste že kdaj imeli občutek, da vam je zazvonil telefon ali da ste dobili sporočilo, ko pa ste preverili, ni bilo nič? Ali kdaj postanete nervozni, če dobite sporočilo, pa ga v tistem trenutku ne morete prebrati? Vas vaš telefon spremlja tudi v toaletne prostore in je nemara prva stvar zjutraj, ki jo primete v roke? Seveda z izgovorom, da izklopimo budilko. Pametni telefoni in internet so zelo priročni, ko hitro potrebujemo odgovor na kakšno vprašanje, želimo biti v stiku z znanci, nas zanimajo zadnje novice in tako naprej. Ampak ljudje se ves čas bojimo, da bomo kaj zamudili, da ne bomo vedeli, kaj se dogaja okoli nas, oziroma ne bomo na tekočem. Vsak trenutek preverjamo, kaj je novega, namesto da bi svojo pozornost namenili okolici. Strokovnjaki pravijo, da smo ljudje v stalni pripravljenosti in na preži, ker nas obdaja toliko konstantnih dražljajev in informacij iz okolice. Posledično v človeku naraščajo nemir, stres in strah. Vse to pa seveda spremljajo razne novodobne bolezni. Danes je celo nekako popularno biti prezaposlen in ljudi pogosto slišimo samozavestno reči: sem v gneči, ne morem. A to je postal le izgovor, da se izogibamo tistemu, kar je zares pomembno in življenje teče mimo nas. Ampak takšna družba pač smo, takšna je družba, v kateri živimo, saj ne moremo kar pospraviti računalnikov in vseh naprav, ki nam vseeno v marsikaterem pogledu lajšajo življenje. V bistvu smo od tehnologije odvisni, brez nje, hočeš nočeš, ne moremo več živeti. Kako se torej ogniti strahu, stresu in naraščajočem notranjem nemiru? Kje najti rešitev, zdravilo oziroma moč, da vztrajamo v tem hitrem tempu življenja? Lažje je namreč ostati zaposlen in tekati od točke A do točke B brez predaha, kot se ustaviti in se vprašati, kaj je zares pomembno. Te dni sem prebrala Psalm 62, v katerem psalmist pravi takole: le v Bogu je rešitev. Le k Bogu teži moja duša, da se pomiri, od njega je moja rešitev. Le on je moja skala in moja rešitev, moja trdnjava. Ne bom veliko omahoval.
V nadaljevanju psalmist celo poziva svojo dušo. Naj se vendar že umiri, saj ji pravi, le pri Bogu se umiri moja duša, kajti od njega je moje upanje. Dragi zbrani, mi pa poznamo dobro novico, veselo vest, evangelij, namreč sam Bog se je učlovečil in prišel med nas, kajti dete nam je rojeno, sin nam je dan, oblast je na njegovih ramah, imenuje se čudoviti svetovalec, močni Bog, večni oče, knez miru. Prišel je, da bi ga spoznali, da bi nas odrešil. Ta Bog je naš oče, ta Bog je vir vse ljubezni, milosti in usmiljenja. Lahko mu zaupamo svoje skrbi in strahove in se zanesemo na njegovo pomoč. Ta Bog nam podarja mir. In ta Bog je prav v tem trenutku tukaj z nami. Zato vstanimo, pojmo in slavimo našega Boga, odprimamo srca, združimo se v oboževanju in čaščenju našega skupnega očeta, ki je knez miru. Pomočnik, večni kralj, Božji sin, Bog si ti, čudovit, milostljiv, Gospod si zmagovit, Bog slavite, Gospod slavite, ti si vreden vse časti, si ustvaril vse reči. Bog slavite,
Hočem se tvoje roke le zaupam ti, saj moj Bog si. S teboj rad grem, saj dobro jaz vem, da ti si vse na svetu tem. Jezus, jaz verujem ti, Jezus, jaz pripadam ti, za tebe vedno naj živim in tebe le častim z vsem, kar sem. Mi kaži pot, prosim te, Gospod, naj vse povsod s teboj grem to. Obljubil si, da vedno boš ti ostal z menoj in večnosti. Jezus, jaz verujem ti, Jezus, jaz pripadam ti, za tebe vedno naj živim in tebe le častim. Jezus, jaz verujem ti, Jezus, jaz pripadam ti, za tebe vedno naj živim in tebe le častim z vsem, kar sem. Jezus, jaz verujem ti, Jezus, jaz pripadam ti, za tebe vedno naj živim in tebe le častim. Jezus, jaz verujem ti, Jezus, jaz pripadam ti, za tebe vedno naj živim in tebe le častim z vsem, kar sem. Mi vsi smo del tega nemernega sveta in vzemimo si nekaj trenutkov in dovolimo, da se pri Bogu umiri naša duša.
Nebeški Oče, zahvaljujemo se Ti za Tvojo neskončno dobroto in ljubezen, ki nas vedno obdaja. Ti si naša moč v času šibkosti, naša opora v trenutkih dvoma in naše zatočišče v viharjih življenja. Hvala Ti, ker si vir ljubezni, hvala, ker nas neizmerno ljubiš in nas vedno sprejemaš takšne, kakršni smo. V Tvoji ljubezni najdemo tolažbo, zavetje in navdih za ljubezen do drugih. V Tvoji prisotnosti najdemo mir, ki presega vsak razum, in varnost, ki nas ohranja v najtežjih trenutkih. Knez miru, zahvaljujemo se Ti za Tvojo navzočnost. In naj bodo naša srca vedno odprta za Tvojo milost in naj Tvoj mir napolnjuje naša življenja. V Tvojem svetem imenu molimo. Amen. In pred nami je še kolekta in pesem, ki pravi: Moč je moja v Tebi. Moč je moja v Tebi, Ti mir
Amen, izvolite sesti. Kot smo slišali, naslednjo nedeljo so binkošti in je tudi koncert mešanega pevskega zbora naše cerkve. Pridimo v čim večjem številu, povabimo svoje sorodnike, prijatelje, sosede, znance. Cel teden imamo čas, da vabimo ljudi na to lepo prireditev. Spoštovani, Božja beseda, ki jo slišimo v cerkvi ali s pomočjo prenosa doma, krepi našo vero. Toda naglašam, kakšen blagoslov je priti na bogoslužje in biti del občestva. V živo. To nas povezuje, to nas osrečuje in s tem tudi izkazujemo nauk krščanske vere. Če ste se cerkvi izognili in imate z njo boleče izkušnje, vas razumem. Predvsem govorim zdaj tistim, ki nas najverjetneje spremljajo prek sodobne tehnike. Vendar vas hkrati spodbujam, zberite pogum in pridite. Tu ste dobrodošli. Od Boga sprejeti, ljubljeni in zanj vredni. Tako bomo skupaj spoznavali lepoto Božje milosti in drug drugemu služili. Težave današnjega krščanstva so izraziti individualizem. To pa vodi v samoljubje in narcisizem. Naslednja stvar sodobnega sveta, ki ima vpliv na krščanstvo, je relativizem. To pomeni, resnica in vrednote so relativne. Vse to pa potem vodi v brezbrižnost, Potem je napačno razumevanje svobode. Svoboda brez odgovornosti. To vodi v samovoljo. In končno želja po neodvisnosti od Boga. Zelo smo odvisni od sodobnih tehnologij, to smo slišali, želimo pa biti neodvisni od Boga. To je težnja po človekovi emancipaciji od Boga. Emancipacija pomeni osvoboditev od kakršnekoli odvisnosti ali neenakopravnosti. In v sodobni družbi Bog ni več bistven za življenje. Vse, kar je v zvezi z njim ali s cerkvijo, je zastarelo, staromodno, sumljivo, dvomljivo. Bog naj bi bil, so rekli, edina resnična ovira na naši poti v svobodo. Naj bi nas zasužnjeval in zastrahoval in končno, kot nekateri pravijo, poneumljal. Vendar zgodba je povsem drugačna. Težnja za emancipacijo od Boga ni novost. Začela se je že pri prvem človeku v raju, ko sta nasedla prevari: bosta kakor Bog. Človek hoče biti enakopraven z Bogom. Človek se igra Boga na način, kot se otrok igra astronavta, saj otroci letijo na Venero, vendar ostajajo za računalnikom v svoji sobi. Človek lahko živi za Boga, lahko živi proti Bogu, ne more pa živeti brez Boga. Tako smo se znašli v svetu nasilja, laži, brezupa, brezobzirnega egoizma in brez zdravih odnosov. Tudi osebnost smo izgubili. Latinska beseda persona, grška beseda prospon označujeta osebo z obrazom. Osebo z obrazom. Tega, da skoraj da več ni, pa ne mislim tako, da nimamo več obraza, ampak postajamo brezoblična, brezobrazna družba, neka gmota, ne pa več to, kar moramo biti, za kar smo bili ustvarjeni po Božji podobi.
Že Platona so vprašali, v čem vidi propad človeškega rodu. Rekel je, že takrat je rekel, to bo takrat, ko za ljudmi ne bo tekel hudič, ampak bodo za hudičem tekli ljudje. In sodobni hudič nima kopit, rogov in repa. Spremenil se je, zelo se je spremenil. Spremenil se je v teologe, v politike, v znanstvenike, v ideologe, generale, bankirje. Ne prestoluje v peklu, ampak tam, kjer najmanj pričakujemo. Lahko zaseda celo klopi cerkva, lahko zavzema prižnice, parlamente, šole, bolnišnice, banke. Nočemo več služiti, nočemo več ljubiti. Greh padlih angelov je non serviam, nočem služiti, zato nimamo več duhovne higiene. Kristus pa je prišel v svet služiti. Služim pa lahko samo v skupnosti, drug drugemu. Ne morem služiti sam sebi, to je samoljubje, to je patološka bolezen. Vsak človek je na zgubi, če ne ljubi. Bog ljubi vse, a na nek način so mu ljubši grešniki kot pravičniki. Zakaj? Zato, ker je Bog človeka ustvaril po načelu ljubezni, ne pa po načelu pravičnosti. Kajti nihče ni pravičen, vsi smo izgubili Božjo slavo. Torej, Bog ni Bog prava, zakona, ampak ljubezni. Teolog John Stott je zapisal, oblast, s katero vodi krščanski voditelj, ne sme biti moč, ampak ljubezen. Ne sme biti sila, ampak zgled. Torej potrebujemo spreobrnjenje. Vse ima svoje serviserje, samo človek ne. Zakaj se tako malo spoštujemo? Z našim novim ali pa starim avtom gledamo, da ne zamudimo servisa ali pa letnega, obveznega servisa. Kaj, ko bi cerkev poslala ljudem vabilo, naj pridejo na duhovni servis? Koliko bi se jih odzvalo? Ampak v servisni knjižici življenja, to je v Svetem pismu, Bog, serviser, vabi in nam sporoča, da brez njega ne moremo preživeti. Zakaj raje zaupamo serviserjem, ki nimajo licence? Čedalje več je duhovnih šarlatanov, delovanje duše pa pozna samo stvarnik. Zato vabim, da vstanemo k poslušanju Božje besede iz Psalma 27, 7. vrstica. Poslušaj, Gospod, moj glas, s katerim kličem, izkaži mi milost in me usliši. Amen. Hvala Bogu za njegovo sveto, resnično in večno besedo. V knjigi Pregovorov v Svetem pismu beremo, kako dobrodejna je beseda o pravem času. Zdaj je pravi čas, pravi Sveto pismo, danes. In potem pravi tudi v knjigi Pregovorov, da so besede izrečene o pravem času zlata jabolka v srebrnih koških. Zato ima cerkev blagodejni učinek, to je posebna ustanova. Namreč danes, ko živimo v pluralni družbi, to pomeni zelo raznoliki družbi, lahko izbiramo med krščanstvom, judaizmom, islamom, budizmom, hinduizmom in tako naprej, in še med mnogimi novimi duhovnimi alternativami. Obveljalo je tolerantno načelo, ker smo vsi zelo tolerantni, da vse poti vodijo na vrh gore. Vendar to vedno ne drži.
Včasih se kakšna pot konča pred breznom ali pa pred steno. Kako potem razumeti, kar smo prebrali? Poslušaj, Gospod, moj glas, katerim kličem, izkaži mi milost in me usliši. Bog, opisan v Svetem pismu, je od prve do zadnje strani Svetega pisma relacijski, odnosen, kar pomeni, da je povezan najprej v Sveti Trojici in potem je v odnosu z vsem. Beremo, kako se je Bog pogovarjal z Adamom, Evo, Abrahamom, Mojzesom, preroki, z Božjim ljudstvom. Torej, Sveto pismo uporablja relacijski jezik za opis Boga. Označuje ga kot moža, pastirja, prijatelja, ženina, očeta. Pove nam, da se je Bog razodel, da nam je predstavil svoje ime. Vabi nas v odnos z njim in to pomeni biti kristjan. Bogovi ostalih religij so oddaljeni, neosebni, ne vstopajo v tako zaupen odnos. Še več, niso se učlovečili v osebi Jezusa Kristusa. In tudi, če se kak Bog predstavlja kot oče, gre za odnos med gospodarjem in služabnikom, ne pa za odnos med očetom in otrokom. V drugih religijah ni tolikšne intimnosti, tolike zaupnosti. Učlovečeni Božji sin Jezus Kristus je rekel, ne imenujem vas več služabnike, ker služabnik ne ve, kaj dela njegov gospodar. Vas sem imenoval prijatelje, ker sem vam razodel vse, kar sem slišal od svojega očeta. To je bistvo med krščanstvom in ostalimi religijami. Zato je krščanstvo več kot religija. Religija zahteva sledenje ritualom, spoštuje pravila. Religija moralizira, poudarja celo mistične izkušnje, da potešimo duhovno lakoto. Toda s takšnimi prizadevanji ne moremo premostiti vrzeli med nami in Bogom. Zato je v krščanstvu to vrzel, ta prepad premostil Bog sam. V bistvu nas nobena religija ne pripelje do Boga. Samo Bog nas lahko pripelje do Boga. Nobena religija nas ne more pripeljati do Boga, samo Bog nas lahko pripelje do sebe. In to po Jezusu Kristusu, zato ga je mogoče spoznati. V središču krščanske vere ni seznam doktrin, ni skupek moralnih zapovedi, ampak odnos. Seveda so moralna načela pomembna in vse te vrednote, ampak tega ni, če ni pravega odnosa. Odnos pa je ta vera v Boga in to je zaupanje. Po Jezusu Kristusu smo sprejeti v Božjo družino. Pravi takole, saj niste prejeli duha suženjstva, da bi spet zapadli v strah, ampak ste prejeli duha posinovljenja, v katerem kličemo Aba, torej očka. Sam duh pričuje našemu duhu, da smo Božji otroci. Sveto pismo od začetka do konca pripoveduje zgodbo o Bogu, ki ne razkriva le svojih ukazov, tako kot je to običajno v religiji, ampak razkriva predvsem svoj značaj, svoje ime, svoje srce, samega sebe. Bog se je vidno in osebno razodel v svojem sinu. Zato je Jezus Kristus učencem rekel, kdor je videl mene, je videl očeta. Druge religije tega ne poznajo. Torej, Bog opisan v Svetem pismu se je razodel kot ljubezen. To je naslednja reč. Ljubezen je Božja lastnost, je bit Boga. V 1. Janezovem pismu je zapisano, Bog je ljubezen. Ljubezen ni nekaj, kar Bog počne, ampak je to, kar on je.
Bog je ljubezen. Kristijani verujemo v Boga, ki je trojica. Oče, Sin in Sveti Duh in v središču je ta ljubeči odnos. Tega ne pozna nobena druga religija. Če preučimo Koran in Allaha, ugotovimo, da Allah ne more biti ljubezen, ker ni trojedin. Kajti ljubezen ene same osebe je samoljubje, ne pa podarjanje. Torej, podarjanje je bistvo ljubezni. Živim ne samo zase, ampak predvsem za drugega. Da nismo samozadostni. Koran sporoča, koga Allah ne ljubi, če pa že ljubi, ljubi pogojno. In kot kristijani spoštujemo vse religije. Družimo se z vsemi ljudmi. Oznanjamo radostno vest evangelija vsem ljudem. Vendar verjamemo, da je Božja ljubezen brezpogojna. Božje usmiljenje vključuje tudi grešnike. Spomnimo se Jezusove prispodobe, prilike o izgubljenem sinu, kjer oče predstavlja sočutnega Boga, polnega ljubezni. Bog je ta, ki naredi vedno prvi korak. Takole pravi pismo Rimljanom. Bog pa izkazuje svojo ljubezen do nas s tem, da je Kristus umrl za nas, ko smo bili še grešniki. Nadalje, česa ostale religije nimajo. Kristijani imamo zaupanje v Boga tudi zato, ker je Bog razodet v Svetem pismu, Bog, ki trpi. Bog, ki trpi. Namreč bogovi drugih religij tega ne poznajo. To je nesprejemljivo. Takšno verovanje je pohujšljivo, škandalozno. Vendar dejstva so drugačna. Živimo v svetu, ki je zlomljen. V svetu, kjer je zlo, trpljenje, bolečina. In krščanstvo je izjema. Bog ve, kaj pomeni trpljenje. In je z nami tudi v najtemnejših trenutkih. Kot je nekdo rekel, proti Bogu, ki sam trpi, ne morem protestirati, mu ne morem ugovarjati. Bog trpljenje razume, ker ga je v Jezusu Kristusu preživel. Pomislimo na križanje na Golgoti zaradi našega upora in nezvestobe. Bog je v Jezusu Kristusu plačal ceno za našo odrešitev. Prerok Izaija je vzklikal preroško besedo, ki pravi, v resnici je nosil naše bolezni. Naložil si je naše bolečine, mi pa smo ga imeli za zadetega, udarjenega od Boga in ponižanega. Trpljenje Boga spremeni podobo razumevanja Boga. Bog ostalih religij ni Bog, ki trpi. Bogovi ostalih religij ne čutijo žalosti na tak način in tudi ne čutijo žalosti zaradi naših grehov. Tako pa je njegova jeza zaradi greha, ki se izraža v jezi in sodbi, vse to premostila. Bog v krščanstvu težo greha prevzema nase, saj je namesto nas celo umrl na križu. Naša kazen je zadela njega. Dejansko morajo verniki drugih religij sami nositi lastno težo greha, ker tam ni Boga, Božje milosti. Živeti v stalni krivdi in negotovem upanju, da pa se bo morda mi na dan sodbe nekako posrečilo, glede na moja dobra dela, ki naj bi prevladala nad slabimi, rešiti. Krščanstvo pozna lepoto Božjega odpuščanja, usmiljenja, pravičnosti. V ostalih religijah sta si usmiljenje in pravičnost v nasprotju. Razmislimo. Usmiljenje se vedno izvaja na račun sodbe in pravičnosti. Stojimo pred sodnikom krivi za zločin. Če nas sodnik obsodi na kazen, ki si jo naš zločin zasluži, je pravičen. Ni pa tudi usmiljen. Torej, če nas obsodi, je pravičen.
ni pa usmiljen. Nasprotno, če nas izpusti, pa je usmiljen. Ni pa pravičen, ker smo krivi. In to protislovje je prisotno v vseh religijah, razen v krščanstvu, ker tu pa Bog sam plača ceno za nas, ki smo krivi. Samo v krščanstvu je ta problem rešen, saj v krščanstvu Bog ni usmiljen na račun naše pravičnosti, ampak na račun svoje pravičnosti, izkazane na križu. Kristusov križ ima samo krščanstvo. Takšne zamenjave ne pozna nobena druga vera. Ko zaupamo v Jezusa, naš greh uporništva postane njegov greh. On ga prevzema nase. Kazen je izplačana v celoti. Pravic je zadoščeno, zakon je izpolnjen, človek pa je odrešen po Božji milosti. Zato sem se odločil za krščanstvo. Preučil sem tudi vse ostale religije in nove alternative, vendar krščanstvo je edinstveno. Je kot sonce, ki sveti, in ko zasveti, zvezde izgubijo in zbledijo in izgubijo svoj pomen. Odrešenje je brezplačni, nezaslužni Božji dar in to je milost. Milost je dar, ki spremeni vse. Namreč darovalca stane vse, prejemnika pa nič. Pravni in ekonomski sistem pravi, da dobimo, kar si zaslužimo. Zdaj pa pomislimo, če bi Bog tako deloval. Torej, ekonomski in pravni sistem pravi, dobiš, kar zaslužiš. Svet torej deluje po načelu zaslug in koristi. In zato nam je pojem Božje milosti tuj. Zato je lažje sprejeti in verovati prepričanje katerekoli druge veroizpovedi ali religije. To nam je tuje. Namreč o milosti beremo samo v Svetem pismu, ne pri Sokratu, Kantu, Dostojevskem, Camillu, Einsteinu, Žižku ali v kaki drugi knjigi. Milosti ne pozna nobena druga religija. Religiozni ljudje v Jezusovem času so pričakovali Mesija, ki je sodnik, ki bo ločil stvari, vendar so bili presenečeni. Kajti ta Jezus, Božji odposlanec, se je obnašal drugače. Družil se je z grešniki. Torej, Bog je drugačen, kot si ga mi predstavljamo. Nihče mu ni odveč. Vsakdo je vreden, ljubljen, sprejet. Torej, kdor sprejme Kristusa, to ima. Zgodba govori o revni evropski družini, ki je leta 1910 z ladjo odplula v Ameriko s trebuhom za kruhom. Na dolgi poti so jedli hrano, ki so jo vzeli s seboj, pri čemer so pazili, da jim hrane ne bi zmanjkalo. Po nekaj dneh se je sin očetu pritožil, da se je naveličal suhega kruha in ni več hotel jesti. Oče mu je dal zadnje novce in mu dovolil, da gre v ladijsko kuhinjo ter si nekaj kupi. Ko se je sin vrnil, je bil na njegovem obrazu širok nasmeh. Oče ga je vprašal, kje je bil toliko časa. Sin je odgovoril, jedel sem juho, zrezek, krompir, solato in še sladico. Presenečeni oče je dodal, vse to samo za nekaj novcev, ki sem ti jih dal. Sin se je nasmehnil, o ne, vsa hrana je brezplačna, všteta je v ceno vozovnice. Vsa hrana je brezplačna, všteta je v ceno vozovnice. To je milost. Všteto je v ceno vozovnice. Jezusovo milostno odpuščanje grehov je zame presenetljivejše kakor njegovi čudeži. Res, milost mi pomeni več kot največji čudež. Čudeži kršijo fizikalne, naravne zakone.
Božje odpuščanje pa krši moralne zakone. Vem, da sem kriv, pa nisem kriv. To je čudovito. Božja ljubezen je razlog našega obstoja. Katera je največja možna oblika ljubezni, ki jo je mogoče izraziti? Jezus je rekel, nihče nima večje ljubezni, kakor je ta, da da življenje za svoje prijatelje. Jaz sem dobri pastir, tu v cerkvi piše, dobri pastir da svoje življenje za ovce. Bog krščanstva je ljubezen, je odnosen, zato imamo ta relacijski jezik. Je Bog, ki trpi, trpeč, je usmiljen in pravičen. Takšnemu Bogu lahko zaupamo in se ga ne bojimo. Bog je največji zato, ker je največja njegova ljubezen. Naša vera torej ne temelji zgolj na občutkih, temveč na obljubah zvestega Boga. Nihče ne sme trditi, da je krščanstvo pomanjkljivo. Včasih mi kdo pravi, zakaj samo krščanstvo, ali pa le, ali pa kakorkoli že, in se jim zdi pomanjkljivo. Pomanjkljivo je kvečjemu zato, ker še za nekoga ni preizkušeno. Torej preizkusimo. Težko je reči, kako se neka stvar obnaša, nek avto, nek aparat, nek stroj, če ga prej ne preizkusimo. Težko je reči, kdo je kakšen, če govorimo o ljudeh, osebah, če jih prej ne spoznamo in jim ne zaupamo. Torej, tako je tudi težko kar a priori reči nekaj slabega o komerkoli, čemerkoli, pa tudi o drugih religijah, da jih zagovarjam, ampak tudi glede krščanstva. Ljudje pravijo, krščanstvo me ne zanima. Prej naj si ljudje postavijo vprašanje, ali so to že preizkusili. Če je nepreizkušeno, ni pošteno soditi. Torej, z Bogom moramo imeti to izkušnjo, sicer bomo stalno nemirni. In tu se bližamo k koncu današnjega bibličnega vodila. Protestantski teolog in filozof Paul Tillich je razkril 3 vrste tesnobe. Ontološka tesnoba je povezana z našo biološko smrtjo, z našo minljivostjo. To je ta osnovna tesnoba. Potem je moralna tesnoba. Ta je povezana s krivdo, z našo obsodbo. In potem je tista tesnoba, na katero pozabljamo. Duhovna tesnoba. Ta pa je povezana z izgubo smisla. Namreč to pa je to. Nimam Boga. Nimam smisla. Imam smisel lahko. Uživam v vrtu. Rad berem. Imam družino, prijatelje. Ali pa kariero. Ali pa dober avto. Marsikaj, lepo in prav, vendar tisto, kar je osnova. Izguba Boga. Namreč to pa povzroča neutolažljivo praznino. In s to emancipacijo od Boga, torej smo začeli. Reši nas lahko samo zaupanje v Boga, vera v nadnaravno, ker presega naravno. In Kristusov križ je središče vsega, zato krščanstvo nima tekmeca. Če je bil Kristus samo človek, je bila njegova smrt mučeništvo. Če je tudi Bog, je njegova smrt daritev. Če je bil Kristus samo človek, so mu življenje vzeli drugi in se je zgodila res velika tragedija. Če je tudi Bog, je svoje življenje sam daroval. Božji sin ni šel na križ zato, da bi postal heroj, ampak naš odrešenik. Sicer bi s križa stopil in svojo moč dokazal. Zgodil bi se še en čudež več, vendar mi ne bi bili odrešeni. Odrešila nas je Božja ljubezen. Mi oznanjamo Kristusa
križanega. Ironija je, da včasih postane največji sovražnik krščanstva krščanstvo samo. Poglejte, filmski igralci o izmišljenih stvareh govorijo tako, kot da so resnične. Kristjani pa o resničnih stvareh včasih govorimo tako, kot da so izmišljene. Zato cerkev pred nami je poslanstvo. Bog nam stalno odpira vrata, mi moramo stopiti skozi nje. Ta vrata so Jezus Kristus. On je glavna oseba krščanstva, je Božja desna roka, je pot k očetu. To, da je Kristus umrl nekoč, to je zgodovina. To, da je Kristus umrl zame, to je odrešenje. Končal bom zgodbo, ki me je zelo presunila. Medtem, ko je na pristajalno vzletni stezi čakalo okoli 50 turistov, je nastala nevihta. Naokoli je odnašalo listje z dreves. Deževalo je kot iz škafa, da se je kar zmračilo. Nastal je preplah. Stevardesa je odprla vrata letala in vsi so hitro vstopili, na kar je vrata zaprla. Do kože premočeni potniki so se namestili in čakali na vzlet. Opazili so, da teče k letalu neki človek, ki se je prekril z dežnim plaščem. Ker so bila vrata v letalo zaprta, je tolkel po njih, a mu je stevardesa dopovedovala, da je letalo že polno, da bodo vsak hip poleteli in da to letalo verjetno ni njegovo. A še bolj je tolkel po vratih in prosil, naj mu odpre. Onemela je, ko je končno ugotovila, da je ta človek pilot letala. Pilot tega letala. Vljudno se je opravičila, oprostite, nisem vas prepoznala. Veliko ljudi sedi v cerkvah, pa ne pozna odrešenika ali pa Boga. Veliko ljudi sedi kjerkoli, pa ne pozna bistva. Kolikokrat Jezusa Kristusa ne prepoznam, ker je drugačen od mojih predstav in mojih želja. Za krščanstvo sem se odločil zato, ker verjamem, kar pravi biblično vodilo za današnjo nedeljo. Poslušaj, Gospod, moj glas, s katerim kličem, izkaži mi milost in me usliši. In to doživljam. To je moja življenjska in duhovna izkušnja. Brez tega ne bi mogel živeti. Bog sliši, Bog uslišuje. Celo tihe molitve so glasne v nebesih. Kratke molitve, ker molitev ne potrebuje dolžine, potrebuje moč. Moč ljubezni. Ne moč, da bi gore premikal, ampak moč, da ljubim Boga in bližnjega. In hvala Bogu za njegovo skrbno roko, s katero nas vodi. Tako bo pridiga zaključena s pesmijo cerkvenega mešanega pevskega zbora v okrnjeni sestavi. Danes zapeli bomo pesem Skrbna roka Gospodova.
težav, vedno le v Bogu je. Vsak vrh gora svojim, vedno z Gospodom le. Noči viharni Gospod, moja tolažba je. In bolečine srca, on uteši mi vse. Vedna mojih je rana bila, roka Gospodova. Nežno mi je šepetal, jaz vodim te. Vedna mojih je rana bila, roka Gospodova. Mil glas njegov spremlja me, jaz ljubim te. Kdor utrujen je zdaj, k Jezusu pride naj. Počitka najde raj. Moja rešitev težav, vedno le v Bogu je. Vsak vrh gora osvojim, vedno z Gospodom le. Noči viharni Gospod, moja tolažba je. In bolečine srca, on uteši mi vse. Če on nosi vse breme sveta, na plečih svojih je. Vem tudi tebe, brat moj, on nosil bo. Če on nosi vse breme sveta, na plečih svojih je. In tebe, sestra, jaz vem, on nosil bo. Nasmej, moj brat in moja draga sestra, da on naš Bog skrbi za nas. Skrbi za nas. Danes teden na koncertu v nedeljo zvečer, na binkoštno nedeljo, bomo lahko slišali veliko pesmi. Pridimo in povabimo vse ostale. Bomo ustali k zaključnemu blagoslovu. Gospod naj te blagoslovi in te varuje. Gospod naj da sijati svoje obličje na tabo in naj ti bo milostljiv. Gospod naj dvigne svoje obličje nad tabo in ti podeli mir. Amen.